Pozdravljeni. Začetek leta 2023 je prinesel vstop Hrvaške v šengensko območje. Nadzor na meji je tako ukinjen. Slovenija tako po 15 letih ne varuje več zunanje meje. Policisti, ki so doslej nadzorovali mejo, se selijo na policijske postaje za izravnalne ukrepe. Vendar jih bo večina še naprej delovala na obmejnem območju. Med Slovenijo in Hrvaško je do 1. januarja letos, ko se je kot 27. članica Schengenu pridružila tudi Hrvaška, bilo 57 mejnih prehodov različnih kategorij. Na celotni meji je delovalo 1400 policistov. Med temi so tudi policisti policijske postaje Ormož oziroma policisti policijske uprave Maribor. Na policijski upravi Maribor smo policiste iz mejnih prehodov napotili v tiste enote, ker bodo za svojo prisotnost še dodatno zagotavljali stabilne varnostne razmere. Na tak način smo mi občutno okrepili policijsko postajo za izravnalne ukrepe, kadrovsko okrepili. Na policijskih postajah, ki pa pokrivajo mejo, torej obmejno območje, tam pa smo ustanovili skupine za izravnalne ukrepe. Ja, lepo pozdravljeni tudi iz Maribora. Seveda, policija še zmeraj ostaja. To je najbolj pomembno verjetno za vaše poslušalce, da ne bi kdo mislil, da se bomo umaknili. Je pa res, da policija z vstopom sosednje Republike Hrvaške v ta skupni šengenski prostor se je umaknila iz mejnih prehodov in izvajamo tako imenovane kompenzatorne oziroma izravnalne ukrepe. To pomeni, da nas lahko ljudje bojo več videvali na cestah, kajti ti policisti, ki so do sedaj delali na mejnih prehodih, so prerazporejeni na policijsko postajo za izravnalne ukrepe, ki pa bo izvajala vse aktivnosti na cestne komunikacije iz sosednje Republike Hrvaške v notranjost Republike Slovenije. Vsi ukrepi policije so in bodo tudi ob vstopu Hrvaške v šengensko območje prilagojeni trenutni varnostni situaciji s ciljem zagotavljanja varnosti Slovenije in preprečevanju nezakonitih migracij, vključno z vsemi možnimi ukrepi, ki jih dopuščajo šengenska pravila. Ja, v zvezi nedovoljenih prehodov se strategija dela bistveno nič kaj ne spreminja. Mi bomo prisotni na tistih območjih, kjer bomo zaznali določene varnostna tveganja. To pomeni, ali bomo zaznali aktivnosti določenih kriminalnih združb na območju oziroma povečano število nedovoljenih prehodov s strani tujcev, ki seveda nezakonito pride v Republiko Slovenijo. Kot vemo, zdaj z vstopom Republike Hrvaške v šengenski prostor lahko prehajamo mejo kjerkoli, ob predpogoju, da imamo s sabo veljavni potni list oziroma osebno izkaznico. Kar se pa tiče nedovoljenih migracij, slovenska policija sodeluje z agencijo Frontex, seveda kot članica agencije Frontex in z partnericami iz držav Zahodnega Balkana, kjer vsakodnevno spremljamo te migracijske tokove, zato tudi potem primerno odreagiramo na določenem varnostno obremenjenem območju. Vstop Hrvaške v Schengen in ukinitev nadzora na meji pa ne bosta prinesla takojšnje odstranitve mejnih objektov. Vsi ti strateški objekti ostajajo tudi za nadaljnjo rabo policije, odstrani se bodo pa samo nekateri deli, se pravi kabine, zapornice in podobno. Zakaj pa to vse ostane torej? Še vedno lahko seveda se policija oziroma država odloči, da ponovno uvede nadzor na mejah in kolikor bi se to zgodilo, potem bodo seveda takšni objekti prišli prav. Od 1. januarja tako lahko vsak mejo med Hrvaško in Slovenijo prestopa kadarkoli, kjerkoli in brez osebnega nadzora. Ob tem pa morajo potniki v Sloveniji še vedno posedovati osebni dokument v obliki osebne izkaznice ali potnega lista. Naj še dodamo, da pa bo na slovenskih letališčih in morju zunanja šengenska meja še do 26. marca. Za policijsko varnost bo torej poskrbljeno. Najmanj 750 let staro mestece ob Dravi bo tako živelo naprej. Ormož namreč letos praznuje 750 let od prve pisne omembe mesta.
Častitljivo obletnico bomo obeležili z 22 dogodki skozi vse leto. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož pa namerava častitljivo obletnico unovčiti tudi preko turističnih programov. Dogajanja so pristojni predstavili na novinarski konferenci minuli ponedeljek. Mesto Ormož ima bogato zgodovino. Ravnica nad reko Dravo je bila poseljena že okrog leta 2100 pred našim štetjem. Menijo zgodovinarji oziroma arheologi, ki so odkrili veliko dokazov o gradbeni, bivanjski, celo kulinarični in pivski kulturi takratnih prebivalcev. Naselbina je z neznanih razlogov propadla. Mesto pa je doživelo ponoven vzpon šele v srednjem veku. Omemba mesta Ormoža pa se potem v virih prvič omenja leta 1273. Zelo smo veseli, da je ohranjena tudi originalna listina, in sicer na pergamentu. Ohranjena je na Dunaju, in sicer v arhivu nemškega viteškega reda. Na tej listini pa se omenja Friedrich iz Holermusa, torej iz Ormoža, kot ena izmed prič v dedni pogodbi. V bistvu gre za dedovanje in pa za podaritev neke zemlje na območju Spodnje Hajdine, kjer se kot priča omenja tudi Friedrich Ptujski, no in ena izmed prič je tudi Fritz oziroma Friedrich iz Holermusa, torej iz Ormoža. Vemo, da se je Ormož v preteklosti nosil 3 imena oziroma imenoval najprej Holermus, potem po Friedrichu Ptujskem tudi Fridal in pa kasneje po drugi svetovni vojni Ormož. Tako da torej to naše praznovanje obletnice mesta, 750. obletnice, se navezuje na 16. junij 1273, ko se v virih prvič omenja naše mesto. Ob tej priložnosti bi povedala, da smo izbrali tudi logotip tega našega praznovanja, in sicer logotip je izvzet iz Fišerjeve topografije iz leta 1681, kjer je prikazana tudi najstarejša upodobitev našega mesta, na kateri se vidijo tudi zahodna vrata, tudi frančiškanski samostan, ki ga žal več ni, in pa videna je tudi Ormoška cerkev in pa Ormoški grad, torej ti najpomembnejši kulturni zgodovinski spomeniki našega mesta. Leto 2023 bo tako v Ormožu vsestransko zaznamovano 750-letnico prve omembe našega mesta. Odločili se smo, da bomo 750-letnico praznovali skozi celo leto z različnimi dogodki, posvečenimi takšnih in drugih dejavnosti, ki so vsekakor pridobile na veljavi v vseh teh letih. Leta 2019, če se tudi spomnimo, je občinski svet tudi sprejel nekako praznovanje našega občinskega praznika, ravno povezanega z prvo omembo. In to je tudi tisto, kar nas bo v mesecu juniju, se pravi natančneje 16. junija, tudi nekako dopeljalo do tistega slavnostnega praznovanja, do tistega tedna, ko bo res vse skupaj toliko bolj posvečeno našemu praznovanju. Skozi samo praznovanje bomo vključili vse naše zavode, tudi vse tiste, ki delujejo tudi na društvenih področjih, da bodo skupaj z njihovimi dogodki posvetili to našo obletnico, se pravi dejavnosti ob sami 750-letnici. Letos bo praznovanje 750. obletnice omembe Ormoža predstavljalo ali pa vsebovalo 22 dogodkov različnih umetniških žanrov. Začeli bomo že, vsaki mesec bo nekaj, čez celo leto so dogodki, kot je že gospod župan povedal, začeli bomo že 12. januarja z 100. obletnico Ormoške lekarne. To je kar zgodaj tukaj v Ormožu nastalo, kot vemo. In potem nadaljujemo v februarju z ormoško domoznansko literaturo. V marcu bomo imeli 750-letnico omembe Ormoža kot strokovno predavanje.
pa tudi v aprilu bo predstavljena Velika nedelja skozi stoletja. Ne moramo brez Velike nedelje, ne, kajti je to del našega Ormoža. Maja bo kar 6 dogodkov na to tematiko ob 750. obletnici mesta Ormož. Tu se bodo predstavljale v maju že osnovne šole pa gimnazije, bodo imele svoj doprinos k tej obletnici. Kot smo že povedali, vključujemo vsa društva, vse zavode, vse inštitucije k tej praznovanji, kajti 750-letnica bo samo enkrat in to letos, tega se zavedamo, zato smo pripravili tako reprezentativen program. Vrhunec vsega bo junija, ne, in to 16., 17. pa 18., če samo omenim 16., ko bo akademija ob 750-letnici omembe mesta Ormoža. Potem 17. domoznanski večer s Cirilem Ambrožem, to bi omenil, da bomo imeli knjigo o Ormožu pa film. In pa Ormoža si ne moramo predstavljati brez vina, to je naša tista tradicija, zato bo 18. junija se bodo predstavila ormoška arhivska vina, spadajo vsem zraven. 750 let takšnih buteljk ne bomo našli, mogoče še kje, ampak bodo pa stara. Oktober bo prinesel eno tako zadevo, fajno, kviz za osnovnošolce, kako poznaš svoje mesto. Mlade treba nekako usposobiti in izobraziti v domoznanstvo, se pravi v poznavanje svojega kraja. In novembra bo delavnica, se pravi razstava, ne delavnica, likovna razstava, ustvarjamo na mleko. Decembra pa bomo potem spet zaključili z otroškim pogledom na mesto in pa z novoletnim koncertom, posvečen 750. obletnici mesta Ormož v izvedbi, se pravi, našega pihalnega orkestra glasbene šole. Kot je še dodal direktor Ormoškega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič, bo zavod pomembno obletnico držil tudi v turističnih programih, tako v Sloveniji kot na tujem tržišču. V ta namen so pripravili nekaj priložnostnih programov, med temi tudi Pridite in vzemite si spominek iz 750 let starega mesta Ormož. Med objekti, ki rastejo v ormoški ekonomski poslovni coni, raste tudi nov poslovno-trgovski objekt podjetja Seateh, kamor bodo med drugim preselili njihovo gradbeno trgovino, ki sicer na tej lokaciji domuje že 7 let. V novozgrajenem objektu je predvidena tudi večja restavracija. Zanjo najemnika še iščejo. Stavba s 1800 kvadratnimi metri notranje površine bo obsegala 2 etaži. Vanjo bodo preselili trgovino z gradbenim materialom ter umestili potrebne skladiščne prostore. Poleg tega v novem objektu predvidevajo še poslovne prostore za različne vrste dejavnosti, ki jih bodo oddali v najem. V Prtličju bo tudi prostorna kavarna v izmeri dobrih 120 kvadratnih metrov, v nadstropju pa večja restavracija s kapaciteto za 150 ljudi, s pripadajočo kuhinjo in z vsemi potrebnimi pomožnimi prostori. Skratka, tu postavljamo poslovno enoto Seateh, trgovsko-poslovno enoto, ki bo zajemalo od slaščičarne do našega gradbenega centra na 10-krat večjih kvadraturah, kak je sedaj. Gori bomo imeli poslovne prostore, frizerski salon, gostinsko ponudbo, tako da še se lovimo, še iščemo najemnike in upam, da nam bo to ratalo, no. Kako računate, kdaj bi torej objekt bil končan? Vseljiv, no? Plani so, da bi tam zadnje dni marca, prve dni aprila zadeva zaživela oziroma da bi bila že pripravljena za selitve prvih najemnikov. To pomeni slaščičarna bo posebej in potem gostinska enota
tudi posebej, ne, ali kako? Tako, ločena je slaščičarna kavarna v spodnji etaži, zgornja etaža z teraso pa je namenjena za gostinsko ponudbo. In kakšno je povpraševanje, kakšen je interes torej med bodočimi vašimi poslovnimi partnerji? Neki interesi so se sicer že pojavili, neke dogovore, bom rekel, še čakamo. Smo še vedno v fazi odločanja, tudi še pričakujemo kakšne nove interese, tako da ni še nič fiksnega, še pričakujemo mogoče kakšne nove zainteresirane, ambiciozne gostince. Za kakšno kvadraturo pa gre recimo? Na kakšni kvadraturi bi se torej raztezal lahko gostinski objekt? Kaj bi pravzaprav, kako ste si vi to zamislili? Bi bila to ponudba s hrano ali kako? Gori gostinski del je namenjen za kapaciteto 150 ljudi z sodobno kuhinjo, skladišči, hladilnico, tako da objekt je pripravljen. Edino problem je z delovno silo pa z najemniki. No, verjetno se bo to tudi slejko prej našlo, ne, izkazalo. Vi torej vztrajate, dela, kot vidimo, dobro tečejo, ne? Tako, dela so v naših okvirih, vztrajamo pri svojih zadanih idejah, upajmo pa, da bo prej ali slej se tudi najem oziroma ideje, da bodo zaživele. No, gotovo je tudi za to potreben čas, ne, in ko je enkrat to zgrajeno, je lepše videti najbrž, ne, tudi to bo potem drugače. Tako, objekt že stoji, objekt je v taki fazi, da se že začne od znotraj stavbno pohištvo opremljati in tako naprej. Zunanja okolica pa bo seveda dala objektu še svoj čar. V tem trenutku si morda res lahko le zamišljamo, kako lepo bo sesti na teraso slaščičarne in kavarne v Prtličju ali na teraso restavracije v prvem nadstropju. Znotraj v prostorni restavraciji pa pogostiti kar 150 gostov, za kolikor se v bistvu v Ormožu takšen prostor težko najde. Sicer pa podjetje Seatech vztraja pri svoji osnovni dejavnosti, prodaja gradbenega materiala. Tako, mi smo od leta 2016 stremeli k prodaji gradbenih materialov, kot malo prodaja, tako veleprodaja. Predvsem smo se zadnja leta tudi posvetili vodovodu, elektriki, ogrevanju in te zadeve bi radi, bom rekel, bolj specializirali, da bodo naši krajani lahko tudi v naših krajih kupovali konkurenčne materiale in da bo to tudi zaloga večja, da bomo tudi konkurenčni napram velikim centrom in verigam. Prostori v novo zgrajenem objektu bodo urejeni do zaključne faze, kar pomeni, da bodo vseljivi in takoj uporabni. Najemnik bo prostor s svojimi sredstvi opremil in začel opravljati svojo registrirano dejavnost. Glede na dejstvo, da so prostori šele v izgradnji, investitor bodočim najemnikom ponuja možnost izbire keramike, talnih oblog in obdelave sten, vključno s pleskarskimi storitvami. V okviru novega poslovno-trgovskega objekta bo zagotovljeno tudi parkiranje za zaposlene in stranke. Centri ponovne uporabe v Sloveniji nas že dobro desetletje učijo, kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije po načelih krožne rabe virov. K realizaciji krožne rabe virov prispeva tudi Ormož, kjer so pred kratkim iz kontejnerjev uredili razstavni prostor, kjer si je moč ogledati stare oziroma rabljene predmete, ki pa jih s primerno obnovo še vedno lahko uporabimo. Praznično okrašena vrata, postavljena na parkirišču na Vrazovi 9, naznanjajo, da se za njimi skriva nekaj posebej zanimivega. Sploh pa, ko za njimi odkrijemo paket, ki skriva nekaj novega.
In ja, Ormož ima showroom, ki so si ga umislili v Centru ponovne uporabe, kjer jim idej, kako ljudem predstaviti možnosti krožne rabe virov, ne zmanjka. Tale naša soba, razgledna, ogledna, prodajno, informativna, služi temu, da stvari, ki so tukaj razstavljene, ljudje vidijo se seznanjeni, kaj lahko prinesejo, kaj lahko oddajo pri nas, obenem pa tudi nekdo drugi vidi, kaj se da pri nas kupiti, mogoče celo samo rezervirati, se obnovi in potem mi to stvar naredimo po želji stranke, naredimo v barvo, v teh niansah, kot si jih želi, ki pašejo v njen prostor in bo unikatna, unikaten izdelek, čisto poseben, ki ga nima nihče drugi. No, najbolj zanimivo je to, da so to vse stare, rabljene stvari, ki ste jim vi torej vdihnili novo dušo. Stvari, ki jih ljudje ne potrebujejo, imajo različno starost, lahko so zelo, zelo stare, lahko so zelo stare, lahko so novejše. Čisto prav je, da stvari, ki jih ne potrebujejo ljudje, da se ne uničijo, da se ne odpeljejo na odpad in da potem živijo drugo življenje naprej pri drugi osebi in nadaljujejo svojo življenjsko zgodbo. To pomeni, ljudje namesto, da bi odpeljali stvari oziroma reči na odpad, da jih pripeljejo k vam, vi jih obnovite in jih torej prodajate naprej. Veliko stvari obnovimo, veliko jih pa pustimo takšne, kot so in jih potem obnovimo na željo stranke. Torej, namen tega prostora ima seveda tudi ta prostor svoj določen delovni čas od 7 do 15. Namen je torej, da si pridejo pogledat. Ravno v tem je namen tega razstavnega prostora, da je zasteklen, se da pogledati tudi izven našega delovnega časa, torej lahko pogledate čez vikende, popoldne, se seznanite z izdelki, ki so znotraj in se potem natančneje dogovorimo, kar iščete. Tudi se da potem v ostalih naših prostorih videti ali pa kontaktiramo ostale naše centre po Sloveniji, dobavimo oziroma dostavimo v Ormož stvari in se tukaj prevzamejo. Razen tega izložbenega okna, torej kot lahko rečemo oziroma showroom, obstaja še kakšen katalog, kje pravzaprav ljudje lahko vidijo, kaj ponujate? Tele stvari, ko jih izdelujemo v grajski kavarniški popravljalnici, so bolj šiviljske oziroma so tudi tapetniške, ampak objavljene so bolj v naši spletni trgovini tele šiviljske stvari. Drugače stvari prinesejo tudi ljudje od doma za obnoviti, tudi to varianto zelo podpiramo, ker stvari, ki so še uporabne, zakaj se ne bi uporabljale naprej, mogoče z nečim manjšim popravilom oziroma z dodelavo. In kakšen je vaš nasvet za vse tiste, ki torej dvomijo, da se lahko tukaj dobi nekaj lepega, izvrstnega, posebnega, unikatnega? Kakšen nasvet imate za takšne? Ja, to je zdaj nekaj novega, tale razgledna soba. Če so prej imeli mogoče predsodke, da jim je bilo nerodno priti vprašati, so zaželeni, da pridejo pogledat v ta prostor oziroma od zunaj pogledajo, se potem oglasijo pri nas, pri sodelavcih, ali tukaj na Vrazovi, ali v grajski kavarniški popravljalnici v prvem nadstropju gradu in se dogovorimo, lahko pokliče tudi po telefonu, tako da za tisti prvi dogovor. V živo se pa potem najlepše dogovorimo, kakšne so želje in jih mi uresničimo. Lahko nekdo tudi prinese k vam recimo sedežno garnituro ali karkoli podobnega, da mu jo preoblečete? Te stvari delamo tudi po dogovoru, če je sedežna garnitura takšna, da se res ne da od doma spraviti k nam, jo tudi pomerijo doma ali pa gremo na dom pomeriti in preuredimo. Tako da od malih do velikih stvari vzamemo v delo. Že grajska kavarniška popravljalnica, ki se, kot že samo ime pove, nahaja v Ormoškem gradu, veliko pripomore k temu, da reči, ki jih ne potrebujemo več, kar takoj ne vržemo med odpadke, ampak jih odnesemo v grajsko kavarniško popravljalnico, kjer jih po potrebi popravijo in ponudijo nekomu, ki mu prav pridejo.
Enako je torej s pohištvom in z mnogimi ostalimi rečmi. Tudi s kontejnerji, iz katerih je v Ormožu nastal ličen razstavno-prodajni prostor. Kljub temu, da so božično-novoletni prazniki že daleč za nami, pa se le še spomnimo enega izmed veselih trenutkov, ki ga je Gasilska zveza Ormož pripravila za svojo gasilsko mladino. Tradicionalno jih je pred grajsko pristavo v Ormožu pred prazniki tudi letos obiskal dedek Mraz. Lepih trenutkov se vedno radi spominjamo, še posebej, če pomenijo sladko pozornost, kot jo Gasilska zveza Ormož v času božično-novoletnih praznikov namenja gasilski mladini. Tudi letos so svoje nadebudneže povabili na srečanje z dedkom Mrazom pred grajsko pristavo, ki jih je obdaril. Glede na pomanjkanje snega in nezgodo, ki jo je imel na poti, so dedka Mraza na prizorišče pripeljali z gasilskim avtomobilom, polnim daril. Glej. Kaj pa tu toliko otrok? Joj, nesreča. A veste, otroci, kaj se mi je zgodilo? Ja, nisnega. In se moral na mesto sani zapreči kočijo. In potem, dragi otroci, me konjički peljajo in potem se odlomi kolo in kočija pade v jarek. Potem bomo pa morali novi gasilski dom zgraditi. In potem sem poklical številko, a veste katero? In so se odzvali dobri gasilci iz Ormoža. Poglejte, ti vedno pomagajo. In so prišli, pa so rekli, v Ormožu imamo toliko otrok, ki čakajo na vas. In so me posadili v ta kombi, prižgali plave luči in smo drveli proti Ormožu. Ja, moji pomočniki še popravljajo kočijo, veste, še velika pot ne čaka, še daleč moram iti. Tako da mi bodo sedaj pomagali prijatelji gasilci. Pa vi, otroci, a ste vi vsi gasilci? A res? Ja, potem bomo pa morali novi gasilski dom zgraditi. Pa se ne morate biti vsi v gasilski domovi. In kako je pri gasilcih? Lepo! Ja, kaj pa delate tam? Ja, na poti tu v Ormož so mi gasilci povedali, da hodite na vaje. Ja, že dolgo ne smo šli. Pa tekmovanja. Ja, že dolgo ne smo šli. Aha. Pa da ste tam zelo poredni? Ne! Ja, malo več igramo. Prijatelji gasilci, a kaj ste mi pa zdaj vi to dejali? Otroci so pridni. A se pri gasilci učite kako pesmico? Ne! Nobene pesmice ne znate? Ne! Ja, pa eno bomo zapeli. Nekaj vem, sivo kučno. Pa lahko sivo kučno. Daj, no pa daj ti sivo kučno. Siva kučma, bila brada, topelko. A še dan drugi zna biti sivo kučno. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Teče žoge, knjige, zvezke, a ja puščke, sonke in še kaj. Joj, že prišel je med nas.
Dedek Mraz je kar hitro presodil, da pa se mladi gasilci zaslužijo darila. Namenil jim je kar 200 daril. Nekaj jih je razdelil še isto večer pred grajsko pristavo, nekaj pa jih je pustil pri gasilcih, da so jih naslednje dni razdelili še ostalim. Medtem pa je predsednik Gasilske zveze Ormož vsem skupaj namenil še naslednjo čestitko. Tovariši gasilci, tovarišice gasilke, podporniki gasilstva ter vsi ostali. Leto 2022 je za gasilce Gasilske zveze Ormož bilo več kot uspešno. V letu 2022 smo opravili vse zadane naloge, pomagali smo vsem ljudem, ki so potrebovali našo pomoč. Smo pa v letu 2022 imeli tekmovalno enoto na gasilski olimpijadi, kar se je zgodilo prvič v zgodovini gasilstva v Ormožu. In ta tekmovalna enota je osvojila bronasto medaljo. Zato iskrene čestitke še enkrat naši tekmovalni enoti iz PGD Podgorc. Vsem gasilkam in gasilcem se iskreno zahvaljujem za ves trud, ves čas, ki so ga namenili za to humano dejavnost, prostovoljno dejavnost v letu 2022. Vsem gasilkam in gasilcem želim v letu 2023 uspešno leto, srečno leto in obilo zdravja. Naj vas v letu 2023 še naprej navdaja navdih prostovoljnosti in humanosti. Srečno v letu 2023. Med mnogimi minulimi prazničnimi dogodki je tradicionalno 28. decembra potekal tudi novoletni koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Ormož. Letos so ga posvetili klasični glasbi v novi preobleki. Koncert je potekal v športni dvorani na Hardeku, ki ob nastopih Pihalnega orkestra Glasbene šole Ormož postane priljubljena koncertna dvorana za številne ljubitelje tovrstnega muziciranja, sploh pa, ker je oditi na novoletni koncert v Ormožu enostavno tradicija. Tokrat je to bil že 44. novoletni koncert ormoške godbe, ki so ga posvetili klasični glasbi in ga naslovili Igrajmo se klasiko. Številno občinstvo so razvali skoraj 2-urnim programom ter jih odpeljali v svet klasične glasbe v modernejši obliki. Uigrana 60-članska godba je igrala pod strokovnim vodstvom dirigenta Vladimirja Krničarja. Koncert pa so popestrili z nastopom baletk pod vodstvom Vanje Vitman in mažoretk, ki jih vodi Mojca Kovačič. Dogodek je povezovala Vesna Danilović-Novak, zbrane pa sta uvodoma pozdravila ravnateljica Glasbene šole Ormož Tatjana Petek in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Odigrali so 8 skladb največjih mojstrov klasike. Po bučnem aplavzu po zaključku koncerta pa še 2 skladbi, ki sta tako predstavljali vrhunec nepozabnega glasbenega doživetja. Koncert si boste v celoti lahko ogledali prihodnji teden, za pokušino danes pa prisluhnimo Štravsovi Annenpolki.
In tako vas naj Štrausova Annenpolka v izvedbi pihalnega orkestra Ormož veselo ponese novim dogodivščinam nasproti. Seveda pa se nam pridružite spet čez teden dni. Ormož letos praznuje 750 let prve omembe, tako da predvsem prijetnih dogodkov ne bo zmanjkalo. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.